Večerja je postregla z nepričakovanim spektaklom, potem ko je ženska povzročila takšen prizor, da so jo morali policisti odnesti ven. Kaj počnemo? Kaj počnemo? Prav, ne? Au. Razkrivamo, zakaj so jo odnesli iz restavracije in odpeljali v pridržanje. To je tvoj zadnji korak. Zdaj stopi ven ali te bom odvlekel ven. Sprašujem te, pod kakšnim matematičnim kodom? Au. Nisem matematik. Oj, Nimo. Tukaj imaš. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Poznate tisti rek, da mi ni treba dvakrat reči, naj odidem. No, ta ženska je to vzela bolj kot predlog, kot pa opozorilo. Če želite oditi, pojdite, sicer vas bomo morali odnesti. Kako je prišlo do te točke? Pojdimo malo nazaj. Je 28. september 2025. Smo v okrožju Palm Beach na Floridi. Ura je skoraj 8:15 zvečer. Namestniki šerifa iz okrožja Palm Beach se odzivajo na klic v razkošno restavracijo. Ena gostja pa je menda tako moteča, da jo osebje želi odstraniti. V bistvu sem začel opažati, da je bila prisotna določena stopnja opitosti, na katero sem opozoril Johna. Rekel sem, John, mislim, da so imeli dovolj. Momijanje se je kar nadaljevalo in postajalo vse bolj izrazito. In potem veš, vsake toliko časa so povzdignili glas in vse skupaj, kar je včasih v redu, ampak vseeno sem pazil na to. In potem je na neki točki začela plesati, v redu. In ko me je videla, da prihajam, je rekla, oprosti. Jaz pa v redu, potem so nekako dobili občutek, da pazim na to. Ja. In potem sem šel enkrat na stranišče, da se očistim in preverim. Ja. In grem v kabino in gospod je vstopil ter začel tolči po kabini. Razumem. Sem rekel, hej, si v redu, vse. Prav. V tistem trenutku sem si rekel, veš kaj, dovolj imam. Zato sem poklical varnostnike, da bi bil nekdo prisoten. Ja. Razložil sem jim. V tem trenutku so samo sedeli na koncu bara. Zdi se, da so za zdaj v redu. Ampak sem rekel, dajmo jih samo opazovati in videti, če se bo kaj stopnjevalo. Potem so začeli delati hrup in postali vse glasnejši. Takrat sem rekel, v redu, to je dovolj. Mislim, da jih lahko spravimo ven tukaj. In rekel sem mu, veš kaj, v redu sem s tem, da jih samo prosim naj odidejo. Ja. Na tej točki nisem mislil, da je potrebno kakšno opozorilo zaradi nedovoljenega zadrževanja na posesti ali kaj podobnega. Ampak potem očitno niso dojeli namiga, ja, ne. Ne, niso. Potem veš, da so jih prosili naj odidejo. In potem se stvar še bolj zaostri. Zdaj pa se vrnimo približno 10 minut nazaj. Takrat so namreč policisti pristopili k ženski, ki je sedela za barom. Kako ste, fantje? Dobro. Živjo. Kako smo? Večji braba si odhajaš. V redu, fantje. Zdaj morate zapustiti posestvo. Prav? Nočejo vas več tukaj. Prav? Ampak poskušam povedati, zakaj. Ker Breakers nočejo, da ste tukaj. Prosili so vas, da odidete. Breakers? To je v lasti Breakers. Torej vodstvo in osebje nočejo, da ste tukaj. Zato morate zapustiti prostore. Če ne odidete, boste aretirani zaradi nedovoljenega zadrževanja na posesti. Šerifov urad okrožja Palm Beach je žensko identificiral kot Stephanie Elise Withers. Toda Stephanie še vedno noče oditi. Nočejo vas tukaj, zato morate zapustiti posestvo. V redu. Tudi jaz poskušam razumeti. V redu, no ne poznam drugega razloga. Ampak prosijo me, naj odidem. Zato morate zapustiti posestvo. V redu. Ampak ali nimam pravice vprašati, zakaj moram oditi? Lahko vam rečejo, da odidete kadarkoli želijo. Gospod, imate osebni dokument pri sebi? Imam ga. Hvala. Ga lahko vidim? Hvala. Ja, tukaj je moj odgovor. Hvala. Pripravljen sem oditi. V redu, ne, ni problema. Živjo, v redu, nočem iti. Želim oditi. Živjo, ne vem, zakaj je vznemirjen. Pojdimo. 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 Dajno slovo. Smo čišč čez cesto. Gremo, ne želimo iz tega narediti večje zadeve. Vem, kaj govoriš. Pojdimo domov. Ne, vem. Pojdimo. Ali poznate Stephanie? Da. Gremo. Nik ne bom. Ne zdaj. Ne. Poklicala jih bom vse. Nini. Katera je bila tvoja številka, ki se ni prikazovala? Povej mi. Vemo. Toliko. Pojdimo. Joe, tu postaja res zelo blizu. Edina stvar je, da je to tako čudno. Nisem ti hotel povedati, o čem si govoril. Prosim, dovoli mi, da samo razložim, prosim, res. Kako to zviti? Že sem bil pripravljen, ja. Ja, jaz. Torej, razumeš, kaj moram narediti? Policija naj jo je ustavila. Naša naloga zdaj je, da fantje morate oditi.
Če ne odidete, je to vaša odločitev. Zdaj takoj odidite po lastni volji, vrnite se, kamor ste namenjeni. Preživite noč, kakor želite. Prav? Ali pa boste odšli z avtom, ali pa boste odšli v lisicah. In če odidete v lisicah, bo vaša noč veliko slabša. Policisti so dali Štefani več kot dovolj priložnosti, a ni nameravala mirno oditi. Si v redu, to je moja najboljša prijateljica. Ja, nisi moj prijatelj. Živja! Se šali z mano? Ja. Grem v zapor. Lepo te je spoznati, prijatelj. To se bo za vas tukaj dobro končalo, kaj ne? Ti boš tisti, ko bo šel v zapor, ne jaz. Sprašujem, kako ti je ime in kako ti je ime? Svoje ime sem ti že povedala. Joe! Ker nočeš zapustiti kraja, čeprav so ti rekli, naj odideš. Vpraševala sem. Ja. Nikoli. Ne, hej, je to tvoj telefon tam? Si razumela? Neham. Ti ga bom vrnil. Tukaj zgoraj je. Ne vem, če je moj oče, je to njen prvi? Ali imaš? Ali imaš njen osebni dokument? Ali imaš njen osebni dokument? V redu, potrebujem, Da. da to držim zate. Hvala. V redu, imamo svojo torbo. To so dobre informacije. Ti je prav? Ja, ti je prav, če jo odpelješ nazaj. Ja, bom jaz. To je zanjo prvič, zate je prvič. Imate njen osebni dokument, gospod? Imate njen osebni dokument? Je v torbici. V redu, to moram držati. V redu, imamo vašo torbo. Imam jo. Kdaj greste v telovadnico? Dej no, nehaj. Voda, ja. Kako ti je ime? Lahko to vprašam, kaj ne? Lahko postaviš eno vprašanje? Ne, ven. Tudi ko jo obkrožajo policisti in je oklenjena v lisice, se Stefani še vedno prepira glede svoje aretacije, zato policisti nimajo druge izbire, kot da jo odnesejo iz bara. Imaš še 2 sekundi. Obuj si čevlje tukaj in gremo. Sprašujem tebe, greš na napačno smer najprej. Kaj počnemo? Ne. Boli. Zakaj to počneš? Pojdi ven. Greš sama ven ali te moram odnesti? To je vse, kar boš naredil. Zagrabiš jo. Nimam druge možnosti. Joe, ne, zanima me tvoj priimek. Pokazala ti bom, nasloni se nazaj. Samo nekaj ti želim povedati. Zelo na hitro, pojdi. Kar da je, prijatelj. Preprosto nočem pisati. Sem odklonil? Ja, se vidimo. Kasne, tukaj, si ti? Imej se lepo. Prav, no, imamo svoje stvari. Ja. Je v njeni torbi in njeni čevlji so spredaj, tukaj. Tukaj. Stephanie Withers je bila aretirana zaradi nedovoljenega zadrževanja na zasebni posesti. In upiranja policistu, vendar še vedno vztraja, da ni naredila nič narobe. Stef, si v redu? Si v redu? Prav? Potrebuješ zdravniško pomoč, Stef? Potrebuješ zdravniško pomoč? Kaj ti je? Sedi po konci. Hočem, da se stroneš naprej, prav? Sedi v običajnem stabilnem položaju. Na sali. Do te ne moču. Kmalu te bom odpeljal noter. Želiš svoje čevlje? Želiš svoje čevlje, Stef? Kaj moram narediti? V redu, no, želiš svoje čevlje ali ne? Tako ne boš hodila bosa tam noter. Obdrži moje čevlje. Si prepričana? Tam noter je umazano. Kako ti je ime? Joe. Šli smo jaz kar naprej. Joe. Oprostite vsi. To si bom zapomnila. Ponujem ti tvoje čevlje. Ne moram. Veliti. Tega, čak. Prav, no, used. Sedi. Samo sedi se.
V redu, usedi se. Sklanjanje naprej ti ne bo olajšalo dihanja. Samo usedi se in poglej na svoj, ja, Veliki fant. Prinesi mi postajo. smo na postaji, samo čakamo, da vas moj nadzornik pripelje noter. In vas bom preiskal, potem pa vas bomo dali v celice, prav? Ne morem čakati, ne morem dihati. Torej, poglejte gor, sedite po konci. Nisem naredila nič narobe že na začetku. V redu, lahko, ne morem. Poskušam ti narediti uslugo. Res delaš narobe. Poskušam ti pomagati. Resnično ti poskušam pomagati. Ampak če želiš to narediti, v redu je. Ampak nisem ničesar naredila, kaj ne? Sem že prej razložil. Rekla si, da ne bom odšla. Pravilno. Kdo mi je rekel, naj odidem? Breakers, mi, vsi. Prosim, zlomi to. Lastniki nepremičnine doma. Kdo je Breakers? Ljudje, ki so lastniki nepremičnine. Kot ti si mali, star gospod, ki prihaja zraven mene. Imam pojma. Ne vem, morda bi morala to ugotoviti. Ampak praviva, da bom odklenjena, Joe. Tega ne moreš storiti. Končala sem. Jazz. Imam vse svoje stvari tam noter. Rekla sem ti, naj ničesar ne delaš. Še v težave boš zašla. Poskušam tega ne narediti zaradi tebe. Kakšen je problem? Če želiš to narediti, Kar naredi. dobili smo ga. Ne, to je snežni mož. Dva fanta. Fantje dušijo nas. Poskušam ti pomagati. Pripravljen? Prav, Stev, če se lahko malo makneš nazaj. Najprej ti bom odpel varnostni pas. Ja. Daj no samo. Au. V redu, tako. Povej mi točno, kako naj bo. Je, no daj prit ven. Tukaj, pozdravljeni. Ja, Zdaj si v mojem pridržanju. Prišel boš ven in šel v celico. Preden greš v celico, te bom preiskal. Zdaj boš šel tja noter, tam boš sedel in čakal na policista, ki te je areteral. Stephanie je tisto noč dobila popolno princeskino obravnavo. Odnesli so jo iz bara in nato so jo odnesli v zapor. torej mi lahko poveš, kako naj izstopim. No, če želiš, lahko uporabiš noge in izstopiš. Drugače te bo moral odleči ven, česar pa nočem storiti. Torej, izbira je tvoja. Oba boste imela težave. Bi rad prišel ven prostovoljno. A želite, da jaz? Ne sprašujete me, kako naj to naredim. Sam pomaknite noge ven. Kako naj dam noge ven? Samo postavite noge na tla in stopala predse. To je to. Kako mu je ime? To je moj nadrejeni. Je malo bolj preprosto. Prav. Dejno, sam prid ven. Hočeš, da te primem za roko in ti malo pomagam? Me nočeš poškodovati? Ne, nočem te poškodovati. Želim ti pomagati izstopiti iz tega vozila. Torej, stvar je taka. Zelo dobro razumem. Ne, zdaj lahko govoriva. Ja, kar povej. Poškodoval me boš, tega nočem. Lahko. Au. Stopi ven. V redu, potem stopi ven. Torej, stopi ven. Samo povej mi, kako naj pozdravim. Vse je vključeno. Posneto. Stopi ven. Ja. Stopi ven, ali te bom odvlekla ven. Izbiraj tvoje. Imaš zadnjo priložnost. Stopi ven zdaj, ali te bom odvlekel ven. Sprašujem te, pod kakšnim matematičnim kotom? Au! 14? Počakaj, škodiš si. Škodiš. Pripravljen? Dvignili te bomo. Lahko stojiš na nogah? Povej nam, kaj iščeš. Nisem matematik. Pojmo. Tako. Če hodiš, boš hodil. Ni zakaj. Vem, da nisi čarovnik. V redu, pa smo tam. Selma, Poskušaš? prosila sem te, da to popraviš. Samo. Zakaj ne bi se sprostila? Ravno si me potegnila ven iz avta. Poskušamo te pripraviti, da to izrečeš, prav? Vprašala sem te, pod kakšnim kotom želiš, prekleti Joe? Ti si prevarantka. Ne moramo vprašati pod kakšnim kotom, kada imam samo, kakšen je tvoj. Saj sem ti že povedala. Hočemo obe znački. Si v težavah? Obrni se, gremo. Gremo noter. Ne upiraš se. Ne opiram se. Kakšna je tvoja številka značke, Joe?
Greš sem, v redu, ostani tam. Ostani tam. Mislim, v redu. Vini roke sem, da ti to lahko snamemo. Želiš, da... Samo šalim se. Ne moreš se obrniti, za rokami je. Obrni se. Torej, kakšna je Joeyova številka značke? Ne, že sem ti povedal. Mislim, 4-krat. Snemite lisice. Slišim, da Lutka mara stol. Pravilno. Poskušam ti pomagati sneti te lisice. Kakšna je tvoja številka? Povedal sem ti. Pravkar sem ti to rekel. Torej, nimaš nobenih težav s tem, da jo prevedeš, kaj ne? Hočeš, da ti snamem lisice ali ne? Mene briga. Kakšna je tvoja številka značke? Marinara, želiš povedati svojo številko značke z mano, če imam izbiro? Poslušaj, to je zdaj že glasno. Torej pravita, da mi noben od vaju ne želi dati svoje številke značke? Poslušaj za trenutek. Prosim za številko značke. Ali jo ima tu dva Jože? Tukaj. Vidiš? Ali pa si, poglej. Stev tukaj. Kadarkoli želiš vedeti, samo poglej tukaj. 10-krat sem te že vprašala. Povedal sem ti, da je 11. In kako ti je ime? Povedal sem ti že 10-krat. Tudi jaz vem, Marija Čino. Stefani? Stefani, prosim. V redu, poslušaj. Ne. Vem, da si ljubosumna. Vem, da je tvoj priimek Martinez. Skupaj, ja. Sam druž se z njo. Logično je, da si zmedena. Če se odločiš, da želiš, da ti snamem lisice, mi povej. Dej roke sem gor, snemo ti bom lisice. Že jih imam na sebi. V redu, kakor želiš. Potem pa vi, ki ste si izmenjevali tiste čudne, skrivne poglede z Maričinom. Rekla sem, da ste bili vi in Paladino. Ne zanima me. Sprejmem, ni mi pomembno. Ne, ja, pravkar sem to slišala. Dekle, težko, 100 funtov si to zasluži. Kaj ne? In veš, Videl si, da sem jaz prava prasica. Imaš s tem kakšen problem? Dejno, Gary je na tvoji strani, tvoja mama je na tvoji strani. Zdaj bi mislila, da jo bo doletela realnost preživeti noč v zaporu, ampak Stefani je še naprej metala žaljivke. Ne maram te. Ampak ja, rekla si, da si prišla in da si mi dala 4 opozorila, preden si me okrenila. Bila sem zelo šokirana. Bila sem precej šokirana, da si vstopila mi nadela lisice in odpeljala v celico. Rekla sem, da sem nasilna. Si našla kaj zanimivega prijateljca? Ne, nisi. Ne vem, o čem govoriš. Uživaj. Mislim, kar išči naprej. Kar izvori. Dill in Margot. Pozabil sem moje ime, moraš pogledati. Ne, poznam Pavla Dija. Zelo je prijazen. Zakaj pa jaz nisem prijazen? Ker si navadno govno. To ni lepo. Preveč si groba do mene. Roko si mi zvila za hrbet, prijela si me, vrgla si me v avto. Nisi mi dala priložnosti, da kaj rečem. In še vedno mi nisi povedala, zakaj sem tukaj. Imamo osebni dokument, pa. Me lahko samo vprašaš? Vse. Torej, mislim, da si nekako, mislim, da je prijazen. Mislim, da si ti. Ni pomembno. Nimam te kode. Pojdi. Imaš še kaj za povedati, prijatelj? Daj mi svoje pero, kot da bi imel kaj za premisliti. Nekaj izpopolnjuješ. Moja sredovina s drogami. Moje tihotapljenje kokaina. Zabavaj se. Poskušam priti domov k svoji hčerki. Prav, sediš tukaj z zadovoljnim izrazom na obrazu. To je sranje. Hočeš gledati, kako lulam? Nimam druge možnosti. Zarezal se mi bo v zapestje. Snel jih je. Pravzaprav. Hočeš, da snamem lisice? Ne. Ko je nekdo lisicar, ali imaš njegov medicinski ID? Kaj je narobe? Kaj misliš s tem? Ali imaš kakšne zdravstvene podatke?
Ne, o čem govoriš? Naprimer, morda moraš vedeti, če kdo potrebuje insulin. No, ali ti jemeš kaj od teh stvari, povej mi. Jaz jih jemem. Kaž? Moj medicinski ID. Vse bi morali imeti v svojem programu, kaj ne? Kaj pa vi počnete? Prikažite to. Gloria, to je samo tvoja. Cela telo. No, vsem bojo vprašali po teh stvareh. Vse to bojo zahtevali v zaporu. Pač, kaj jemljaš? Torej ga pripeljite v zapor. Zakaj nisi tukaj? No, ker ga moramo obdelati. Kaj obdelujete? Vse ljudi. Tako si kot ena. Problem za družbo, ko si tukaj. Kaj počneš? Ali jemljaš zdravila? Ja, seveda. Kaj jemljaš? Ni očitno, ne bom vedel. Izgledaš povsem zdrav. Namestniki šerifa so se morali še nekaj ur ukvarjati s Stefanino vedenje, vendar je bila izpuščena naslednje jutro, potem ko je plačala varščino v višini $1250. Obtožbi proti Stefaniji naj bi bili obe prekrška. Po podatkih okrožnega sodišča Palm Beach tožilstvo ni vložilo obtožb in primer je bil 12. novembra 2025 opuščen. Hvala, ker ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.